Pozdravljeni vsi! Danes si bomo ogledali življenja različnih razvpitih ljubimk iz zgodovine. Za bliščem, bogastvom in kraljevsko pozornostjo so se skrivale zgodbe zaznamovane škandali, manipulacijo, izdajo in zlomljenimi srci. Te ženske so očarale kralje, plemiče in vplivne može, a njihova življenja so se pogosto sprevrgla v tragedijo. Od dramatičnih romanc do uničujočih padcev. Tukaj je 5 zloglasnih žensk, katerih življenja so jih spremljale izjemne posledice. Gladys Dickon je bila znana kot ena največjih lepot na prelomu 20. stoletja. A njeno življenje se je spremenilo v tragično zgodbo, ki so jo zaznamovali katastrofalni rezultati eksperimentalne plastične kirurgije, zapleteno ljubezensko življenje in njeno postopno slabšanje duševnega zdravja. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno zgodbo. Gladys Mary Dickon se je rodila 7. februarja 1881 v hotelu Brighton v Parizu. Bila je najstarejša od 5 otrok Edwarda Parkerja Dickona in Florence Marie Dickon. Edward je izhajal iz bogate in nekoč zelo ugledne družine iz mesta Boston v Združenih državah Amerike. Florence je bila hči kontraadmirala Karla Henryja Baldwina, pomorskega poveljnika, ki je služil v mehiško-ameriški vojni od 1846 do 1848 in v ameriški državljanski vojni od 1861 do 1865, ter si pridobil sloves enega najboljših ameriških pomorskih poveljnikov. Edward in Florence sta se poročila pozno spomladi leta 1879, Gladys pa se je rodila manj kot 2 leti pozneje. Zgodnje življenje. Gladys je bilo izjemno burno, predvsem zaradi vedenja njenih staršev. Kljub vedno večjemu številu otrok, njun zakon ni bil srečen in je skozi leta privedel do nezvestobe. Ena od teh je bila na koncu usodna. Spomladi leta 1892, kmalu po Gladysinem 11. rojstnem dnevu, je njen oče ustrelil in ubil Emila Abeja, ljubimca svoje žene, v stanovanju v hotelu Splendid v mestu Cannes na francoski rivieri, ki sta ga Florence in Emil najela. Edward je tja prispel nenapovedano in potem, ko je slišal svojo ženo in njenega ljubimca govoriti v sobi, je prepričal hotelsko osebje, da so odklenili vrata, preden je ustrelil Abeja. To je bil čas, ko sta denar in vpliv zlahka odpravila tako resno obtožbo, kot je umor. In Edwardu je uspelo, da so primer zmanjšali na obtožbo uboja, za kar je bil obsojen le na 1 leto zapora. Nato ga je francoska vlada pomilostila. V tem trenutku so Gladys za kratek čas poslali v samostan, iz katerega jo je njena mati le nekaj tednov kasneje dejansko ugrabila, da bi zagotovila, da ne pride nazaj v očetovo skrbništvo. Kmalu zatem sta se Gladysina starša ločila. Prisiljena je bila vrniti se v Ameriko in živeti z očetom v njegovi rodni Novi Angliji. V tem obdobju se je izobraževala na Howardovem semenišču v Massachusettsu. Očetovo duševno zdravje se je v naslednjih letih poslabšalo in leta 1899 so ga sprejeli v bolnišnico McLean za duševno bolne v Novi Angliji. Umrl je 2 leti kasneje, leta 1901. Takrat pa sta Gladys in njeni 3 preživeli sorojenci vsak podedovali četrtino precejšnjega premoženja. Do takrat so se Gladys in njeni sorojenci vrnili v Evropo, da bi živeli z materjo v Franciji, čeprav so redno obiskovali tudi Italijo in Anglijo. Ko so njenega očeta hospitalizirali, je Gladys že cvetela v lepo mlado žensko, ki so jo risali in slikali številni priznani umetniki Belle Époque v Parizu. Slavni francoski pisatelj Marcel Proust je v njej dejal: "Nikoli nisem videl dekleta s takšno lepoto, tako izjemno inteligenco, takšno dobroto in šarmom." Zaradi tega so jo od poznih 1890-ih povezovali z mnogimi posamezniki iz zahodnoevropskega plemstva, vključno s pruskim prestolonaslednikom. Eden izmed teh je bil še posebej pomemben. Leta 1897, ko je bila stara komaj 16 let, je bila Gladys povabljena na obisk v palačo Blenheim v Angliji, družinsko rezidenco družine Spencer Churchill, katere glava je bil Charles Spencer Churchill, 9. vojvoda Marlborougha. Leta 1895 se je Marlborough poročil s Consuelo Vanderbilt, izjemno bogato ameriško dedinjo železniškega in jeklarnega imperija Vanderbilt, s čimer je rešil družino Spencer Churchill iz kroničnih finančnih težav, v katerih so se takrat znašli. Vendar pa, čeprav je bila zveza med Marlboroughom in Vanderbiltovo koristna z finančnega in družbenega vidika,
ni bila srečna zveza. In ko je Gladys bolje spoznala Marlborougha, se je kmalu zapletla v zunajzakonsko razmerje z vojvodo, ki je trajalo več kot 2 desetletji, preden sta se vojvoda in njegova prva žena ločila. Za začetek 20. stoletja je bilo značilno tudi to, da je bila Gladys vpletena v enega prvih znanih primerov neuspešne plastične operacije na svetu. Leta 1903, ko je bila stara komaj 22 let in kljub njeni priznani lepoti, je Gladys prestala zgodno obliko lepotne operacije, pri kateri so ji v nos in čeljustno linijo ubrizgali parafin, da bi jima dali bolj izrazito obliko. Ta zgodni predhodnik botoks injekcij ni bil uspešen. Parafin v njeni čeljustni liniji se je nabral okoli brade, kjer so nastale velike izbokline, ki so ostale z njo do konca življenja. Kljub temu neuspehu je ostala zelo zanimiva osebnost za visoko družbo zgodnega 20. stoletja. Bila je izjemno razgledana, a hkrati tudi skrivnostna. Naprimer, bila je lahko enako družabna kot tudi samotarska. Pogosto je iskala družbo pisateljev in slikarjev, nato pa je brez očitnega razloga hitro izgubila zanimanje za ta prijateljstva. Iz več teh prijateljstev so skozi leta nastali njeni portreti, med drugim Giovanni Boldini, slavni italijanski umetnik zgodnega 20. stoletja, za katerega je Gladys pozirala leta 1901. In še en portret iz približno istega časa, ki ga je naslikal John Singer Sargent, ameriški izseljenec, ki je veljal za vodilnega portretista v Angliji v začetku 20. stoletja. Slednji je bil morda naslikan po Gladysini neuspešni lepotni operaciji, saj je na sliki upodobljena s tančico, ovito okoli spodnjega dela obraza. Kljub njeni neuspešni lepotni operaciji se je njen odnos z vojvodo Marlboroughskim nadaljeval skozi celotno prvo in drugo desetletje 20. stoletja. V tem obdobju je bil zakon vojvode v bistvu odprto razmerje. Consuelo pa je imela svojo afero s Francozom po imenu Jacques Balsan, ki je bil eden od pionirjev evropskega letalstva. Na koncu sta leta 1921 Consuelo in vojvoda pristala na ločitev, da bi lahko posvetila svojim drugim razmerjem. Consuelo se je kmalu poročila z Balsanom, medtem ko sta se Gladys in vojvoda Marlborough poročila v Parizu kasneje istega leta, 25. junija. Zanimivo je, da zakon med Gladys in vojvodo po 20-letnem polskrivnem dvorjenju ni bil srečen. Do 20 let prejšnjega stoletja je Gladys, ki je bila zdaj v svojih 40 in se je bližala starosti, pri kateri se je začelo slabšati psihično stanje njenega očeta, začela razvijati resne težave z duševnim zdravjem tudi sama. Tudi očetova mati je v poznejših letih trpela za duševno nestabilnostjo. Ta genetska komponenta njenih težav z duševnim zdravjem je bila še dodatno otežena zaradi vseživljenjske iznakaženosti, ki jo je povzročila neuspešna lepotna operacija, ter tudi zaradi nezmožnosti, da bi imela z Marlboroughom otroke. Zaradi vsega tega je odnos med vojvodo in Gladys na dvorcu Blenheim postal vse bolj napet. Povedati je treba, da je bila za te napetosti v veliki meri odgovorna Gladys. Najprej vztrajala, da so nad glavne portike in vhode palače naslikali velike slike njenih oči. Nato je razvila obsedenost z vzrejo in vzgajanjem Blenheim španjelov. Njegovo ženo je njena pretirana strast do vzreje psov očitno ni bila po godu vojvodi. Situacija se je še poslabšala od leta 1927 naprej, potem ko se je vojvoda spreobrnil v rimsko-katoliško vero. Proti koncu 20 let je bilo znano, da je po noči v posteli držala revolver, za primer, če bi vojvoda, ki je takrat že spal v drugem apartmaju, poskušal priti k njej. Enkrat med večerjo v Blenheimu je Gladys prišla dol na večerjo s pištolo in jo položila na mizo poleg sebe, ko je sedla pred zbrane goste. Ko jo je neki pogumni obiskovalec vprašal, kaj počne s pištolo, je Gladys odgovorila z besedami: "Ne vem, morda bom ustrelila Marlboroughja." Znano je bilo tudi, da je o svojem možu govorila tako, da ga je razvrednotila kot moškega, saj je trdila, da se je poročila s hišo in ne z moškim. Do začetka 30 let prejšnjega stoletja je imel Marlborough očitno dovolj vse bolj nepredvidljivega vedenja svoje žene. Leta 1931 se je za kratek čas izselil iz Blenheima, vendar le za toliko časa, da je načrtoval Gladysino izselitev iz palače. Leta 1933 je odpustil vse njeno osebje in ji naročil, naj odide.
Njuna zakonska zveza je bila dejansko končana, čeprav se nikoli nista ločila, saj je Marlborough prezgodaj umrl poleti 1934, medtem ko so bili ločitveni papirji še v postopku vložitve. Gladys se je po razhodu z Marlboroughom znala tudi sama finančno preživljati. Zato se je številnimi psi preselila v rezidenco v severnem Oxfordshireu, nato pa je živela izmenično tam in v svojem drugem domu na Grange Farm v Chacoomu v Northamptonshireu. Vendar se je njeno vedenje še naprej slabšalo. Ko se je nekoč ločevala od Marlborougha, jo je pristopil in zaslišal novinar, ona pa mu je zlila vedro vode na glavo. Širše gledano je Gladys od sredine 30 let dalje postajala vse bolj samotarska. Bila je dovolj premožna, da si je lahko privoščila se odrezati od preostalega sveta in se obdati skoraj izključno svojimi številnimi hišnimi ljubljenčki. Biografi so na podlagi izjav tistih, ki so jo poznali od sredine 30 let dalje, trdili, da je postajala vse večja fanatičarka, ki je rada obujala spomine na svoje zgodne življenje v umetniških krogih in visoki družbi Pariza, Londona in Rima. V tem času je poznala osebnosti, kot so Marcel Proust, impresionistični slikar Claude Monet in kipar Auguste Rodin. Do 50 let prejšnjega stoletja pa je njeno vedenje postalo tako nepredvidljivo, da ga oblasti niso mogle več prezreti. Naprimer, bila je nagnjena k temu, da je sredi noči klicala ljudi, ki jih ni videla že desetletja, ali celo popolne neznance. Znano je bilo tudi, da je grozila, da bo ustrelila lokalne otroke, ki so poskušali pobrati jabolka iz njenega sadovnjaka. In po določenem času je lokalno skupnost začelo skrbeti, da bi te grožnje lahko tudi uresničila. Tako so jo leta 1962 hospitalizirali v psihiatrični bolnišnici Sveto Andreja. Tam je ostala kot zanimiva pacientka, še vedno je ohranjala zanimanje za širši svet, politike in družbe ter pisala dnevnik. Vse to je dajalo vtis, da je popolnoma prisebna, a njeno vedenje se je lahko prav tako hitro spremenilo in postalo težavno. Gladys Deacon je končno umrla v psihiatrični bolnišnici St. Andrews 23. oktobra 1977 v starosti 99 let. Pokopan je bila na cerkvenem pokopališču v Chacoomu v Northamptonshireu. Zgodba Gladys je bila skozi leta večkrat pripovedovana, posebej v biografiji Huga Vickersa in v izmišljenih različicah njenega življenja v romanih, kot sta Videla te bom v Parizu, Michele Gable in Smrt v Blenheimu Robina Pagea. Danes lahko obiskovalec palače Blenheim še vedno vidi njene naslikane oči, ki zrejo na goste iznad vrat. Medtem ko je par kamnitih sfink postavljen na dvorišču, te so bile naročene ob njeni selitvi v Blenheim kot druga žena vojvode v zgodnjih 1920-ih v zakonu, ki je obetal veliko, a prinesel tako malo. Poleti leta 1904 je New York preplavil škandal. Milijonar John Platt je obtožil Hannah Elias, samotarsko, temnopolto žensko s skrivnostno preteklostjo, da ga je izsiljevala za $685,000, kar bi danes znašalo skoraj $30 milijonov. To je Hannah Elias naredilo verjetno najbogatejšo in najbolj razpitno temnopolto žensko v Ameriki. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno zgodbo. Točen datum rojstva Hannah Elias ni znan, vendar se je rodila v Filadelfiji leta 1865, v letu, ko se je končala ameriška državljanska vojna. Njen oče je bil Charles Elias, kuhar in gostinec, ki je bil poročen z Marijo Elias. Charles je bil mešanega, afroameriškega in staroselskega porekla. Hannina mati Marija pa je bila prav tako precej svetle poti. Zaradi tega je imela Hannah svetlejšo polt, kar je kasneje v njenem življenju odigralo določeno vlogo, kot bomo videli. Hannah je odraščala v zelo veliki družini. Bila je ena od 9 otrok svojih staršev. Živeli so takrat najbogatejši soseski v mestu za Afroameričane. Čeprav je zaradi številčnosti družine, kljub temu, da je Charles dobro zaslužil, težko reči, da so bili bogati. Kljub temu je bila družina cenjena in se je vztrajno vzpenjala po družbeno-ekonomski lestvici. Charles jih je sčasoma preselil v večjo hišo, kjer so živeli v območju skupaj s filadelfijskimi odvetniki in vodilnimi temnopoltimi poslovneži. Ona in njeni bratje ter sestre so hodili v javno šolo in prejeli so dobro izobrazbo. Poleg tega ne vemo veliko o Hanninem odraščanju. Šele na poroki njene sestre Hetty leta 1884, ko je bila Hannah stara približno 19 let,
se njena zgodba zares začne. Pred poroko je Hana začela delati v domu premožne ženske iz severnega dela Filadelfije. Kasneje so ugotovili, da se je Hana pred sestrino poroko odločila, da bo, kot pravijo, izposodila drago obleko iz garderobe svoje delodajalke. Na Hatini poroki je veliko ljudi komentiralo, kako razkošna in lepa je bila Hanina obleka. Bila je, kot je dejal eden od udeležencev, kraljica večera. A s tem se stvari niso končale. Morda je Hana nameravala vrniti obleko tja, odkoder jo je vzela, in je upala, da njena dejanja ne bodo nikomur padla v oči. Vendar pa so se nekaj dni kasneje, preden se je vrnila na delo, policisti pojavili na domu družine Elias in aretirali Hano. Njena delodajalka je opazila, da obleke ni več in ugotovila, da jo je morala vzeti Hana. To so bili časi, ko Afroameričani v Ameriki niso bili deležni prav dosti poštenega sodnega postopka, če so jih sumili kaznivega dejanja proti belcu. Isti večer so Hano hitro privedli pred sodišče in jo spoznali za krivo kraje. Obsojena je bila na 4 mesece zapora v zaporu Moja Mensing v Filadelfiji. Tam je bila zaprta v oddelku s približno 40 drugimi ženskami. Preostati del zapora so naseljevali moški, mnogi med njimi zaradi nasilnih, neizrekljivih zločinov. Tukaj bi odslužila vseh 4 mesece svoje kazni in prav zdaj bi njeno življenje zavilo v temno smer. Hanin zgodnji stik s kriminalom je oblikoval preostanek njenega življenja. Ko je odslužila kazen in poskušala priti domov, ji oče ni več dovolil živeti z ostalo družino. Brez denarja in brez doma se je odpravila na sever v New York. Tam je hitro začela skrbeti zase na edini način, ki se ga je lahko na hitro domislila. Postala je prostitutka. To je bilo v četrti Tenderloin v mestu, delu New Yorka, kjer je bilo veliko hotelov in kjer so se po noči zbirale ženske lahkih naravi. Za Hano začetek tukaj ni bil lahek. Leta 1885 je zanosila in na začetku leta 1886 rodila hčerko Klaro, ki jo je dala v posvojitev. Kmalu zatem je bila zaradi prostitucije privedena pred sodišče in obsojena na 1-mesečno zaporno kazen na otoku Roosevelt v reki East River. Hana je kmalu prišla na prostost in hitro postala preudarna pri urejanju svojih zadev. Začela je tudi trditi, da je Kubanka zaradi svoje svetlejše polti. Kmalu je Hana zaslužila dovolj, da si je lahko najela stanovanje in preživela. V tem slogu bi nadaljevala še mnogo let. Postala je tako uspešna, da je začela pridobivati veliko dodatnega denarja in kupovala nepremičnine, ki jih je oddajala v najem, da je dopolnila svoj zaslužek. Mnoge od teh so bile v Uptown Manhattanu, severno od centralnega parka, ob robu današnjega Harlema. To še ni bila skupnost Afroameričanov, saj je v tem delu še vedno živelo veliko starih newyorških družin, ki so se prvotno naselile tukaj, ko je bilo območje ustanovljeno kot nizozemska naselbina v 17. stoletju. Hana je svoj čas delila med stanovanjem na Manhattanu in razkošno hišo na plaži, ki jo je imela v Far Rockawayu, blizu Atlantic Beacha na Long Islandu, vendar še vedno znotraj okrožja Queens. V začetku 20. stoletja je živela v razkošju, obkrožena s služkinjo, butlerjem in celotnim osebjem v gospodinjstvu. A govorice o njenem bogastvu so postajale vse glasnejše in kmalu je resnica o njenem premoženju prerasla v enega največjih škandalov v New Yorku. Kmalu potem, ko se je leta 1885 preselila v New York, jo je obiskal John R. Platt. Takrat je bil uspešen newyorški poslovnež v svojih srednjih 60 letih. Rožen leta 1820 je zaslužil svoj denar s prodajo ploščatega stekla. Ta prvi obisk se je kmalu spremenil v pogostejšo zvezo, potem ko je Platt leta 1887 ponovno naletel na Eliasa v Manhattanu. Daleč pred mobilnimi telefoni ali sodobno komunikacijo, ko so se ženske v četrti Tenderloin pogosto selile, da bi se izognile policijskim racijam, sta Hana in njen ljubimec našla skrivni način, da ostaneta v stiku, tako kot mnogi drugi. Uporabljala sta imeni Bessie in Papa, ter v rubriki z malimi oglasi v enem od newyorških časopisov objavljala šifrirana sporočila, ki so razkrivala, kje bosta vsako noč. In noči Hana in Johna niso bile le kratka avantura. Njuna skrivna zveza je trajala več let. John Platt je bil poročen moški in znana osebnost v New Yorku. Diskretnost je bila ključna in cenil je dejstvo, da je bila Hana zelo diskretna.
Platt je kmalu začel dajati denar, in to veliko. Kasnejši zapisi kažejo, da je začel dajati med 2000 in 6000 dolarjev na mesec, kar je danes enako med 70 000 in 210 000 dolarjev. Svetoval ji je tudi, naj denar uporabi za nakup nepremičnin in delnic. Ni trajalo dolgo, da je obogatela, in sčasoma je postala ena najbogatejših žensk na svetu. Morda celo najbogatejša temnopolta ženska v Združenih državah. Ena od Haninih prvih naložb, pri katerih jo je vodil John Platt, je bila hiša blizu njegove družinske hiše, kjer je začela oddajati sobe. Nekega večera, leta 1895, je Platt prišel na obisk. Najemnik Cornelius Williams, temnopolti moški, ki je takrat tam živel, je razdraženo odprl vrata. Ko je Platt, ki se je izdal za gospoda Greena, vprašal, ali so domači doma, mu je Williams zaloputnil vrata pred nosom. Kasneje je vprašal služabnico, kdo je bil ta moški, in povedala mu je, da je bil to gospod Green. Nekaj tednov kasneje je Elias vrgel Williamsa iz hiše. Postal je obseden z njo in izselitev ga je močno prizadela. Prepričan, da je za vse kriv skrivnostni gospod Green, je odšel besen in prisegel, da se bo maščeval. 8 let kasneje, na mrzlo novembrsko popoldne, leta 1903, se je Andrew Haswell Green, tihi genij v ozadju Centralnega parka in newyorške javne knjižnice, vračal domov po družinskem kosilu. Ko se je približal svojim vhodnim stopnicam, ga je čakal Cornelius Williams. Paranoičen, bloden in še vedno obseden. Ker je zamenjal Greena za Platta, je Williams izvlekel revolver in ustrelil. Green je padel tam, kjer je stal, ne da bi vedel, da je postal tragična žrtev maščevanja, ki ni imelo nobene zveze z njim. Cornelius Williams je bil kasneje sojen, razglašen za neprištevnega in je preostanek življenja preživel v umobolnici. Leta 1890 se je Hannah poročila z afroameriškim železničarjem po imenu Christopher Smith, vendar se je njena zveza s Plattom kljub tej poroki nadaljevala. Smith je leta 1897 končno odšel, saj je trdil, da je ženino zvezo s Plattom težko prenašal. Da bi Smith ostal tiho, je Janez na skrivaj poravnal pravne težave v ozadju in nato Hani dal še več denarja, da bi zagotovil, da vse ostane skrito. Do takrat je Plattova žena že umrla in ni izgubljal časa. Hani je kupil lepo mestno hišo blizu Centralnega parka, da bi jo lahko pogosteje videval. A z leti je Platt postal nemiren. Krivda, pohlep ali strah. Nekaj se je v njem izpridilo in ko je končno počil, je njuna strastna skrivna romanca izbruhnila v enega najbolj divjih škandalov, kar jih je New York kdaj videl. Za Hanino razmerje s Plattom danes skoraj da ne bi vedeli, če ne bi bilo izjemnih dogodkov, ki so se začeli poleti 1904. Takrat je Platt sprožil pravni postopek proti Hani in jo obtožil, da mu je skozi leta izsilila ogromno vsoto denarja, da bi molčala o njegovem prvem obisku pri njej. Sčasoma je znesek vpletenega denarja postal osupljiv. Platt je trdil, da mu je Hannah skupaj izsilila nekaj več kot 685 000 dolarjev. Izračunavanje zgodovinske vrednosti denarja je lahko zapleteno, še posebej skozi daljša obdobja s spreminjajočimi se gospodarstvi. Kljub temu lahko zaključimo, da je znesek v tem primeru približno enak 30 milijonom dolarjev danes. Sama količina denarja je pritegnila pozornost Newyorčanov in več mesecev so časopisi z navdušenjem poročali o vsakem preobratu v primeru. Platt je ponudil slikovit izgovor za to, kako se je prvič zapletel z Eliasom. Vztrajal je, da je ni obiskal kot žensko za užitek. Ne, po njegovih besedah se je vse začelo v poznih 80 letih 19. stoletja, ko je domnevno zašel v masažni salon, ki ga je vodila, in iskal le olajšanje zaradi hudega revmatizma, ne pa česa bolj intimnega. Nato je trdil, da jo je ponovno obiskal v 90 letih 19. stoletja in ji začel finančno pomagati pri ustanovitvi penziona. Potem pa je po besedah Pavla Platta postal nič hudega sluteča žrtev njene zlobe. Hannah je trdil, ga je začela izsiljevati. Če ji ne bi še naprej dajal velikih vsot denarja, bi šla k njegovi družini in trdila, da jo je že vrsto let obiskoval zaradi strastnih noči. Platt je bil pomemben član newyorške poslovne skupnosti in policija je njegove trditve vzela resno. Hannah pa ni hotela sodelovati. Ko jo je policija prvič kontaktirala, je zavrnila povabilo na zaslišanje.
NATO so vdrli v njeno vrstno hišo in zasegli vse, kar so mislili, da bi lahko bilo povezano s primerom. Odpeljali so jo v zapor Tombs v spodnjem Manhattanu, ki je znan kot izjemno turoben in neprijazen kraj. Hannah je preživela nekaj napetih dni za hladnimi zidovi zapora, nato pa je bila v presenetljivem preobratu nenadoma izpuščena. Preiskovalci so ugotovili, da ni bilo nobenih dokazov, ki bi podprli njegovo trditev, da ga je Hannah izsiljevala. Kljub osupljivim zneskom se je izkazalo, da je Platt denar vsako leto prostovoljno izročal. V tednih, ki so sledili, je postalo očitno, da je Platt primer sprožil le brez prave vneme. Pravi pritisk je prihajal s strani njegove družine. Ko so odkrili bogastvo, ki ga je tiho podaril, jih je zajela panika. Tisto, za kar so mislili, da bo ogromna dediščina, je skoraj povsem izginilo in želeli so najti nekoga, ki bi ga lahko okrivili. Ko je Platt umaknil obtožbe, potem ko policija ni našla ničesar, kar bi jih podprlo, je njegova družina vzela stvari v svoje roke in Hannah tožila na civilnem sodišču, da bi si povrnili denar. A tako kot prej so ostali praznih rok. Do začetka leta 1905 je zgodba začela zamirati in Hannah je bila oproščena. Celoten dogodek je bil nenavaden in je pokazal rasno politiko New Yorka na začetku 20. stoletja. Na primer, časopisi, ki so poročali o zgodbi, so bili bolj zainteresirani za Hannino rasno ozadje kot za sam primer. Nekateri pa so celo namigovali, da je bila rojena v tujini. Sredina 20. stoletja je bila vrhunec evropskega priseljevanja v New York. Senzacionalistični naslovi o tuji prostitutki, ki je ogoljufala nemočnega 80-letnega moškega, pa so se razširili kot požar. Afera je razkrila globoke strahove in sumničenja mesta, glede vse večjega vala priseljencev, ki so pretresali njihov svet. Hannah je ostala v New Yorku še mnogo let. Živela je od najemnin številnih nepremičnin, ki jih je imela v Harlemu, in sčasoma se je tudi sama preselila v severni del Manhattana, kjer je lahko živela z večjo anonimnostjo po nezaželeni slavi, ki jo je pridobila leta 1904. Platt je umrl leta 1908 in za seboj pustil premoženje ocenjeno na $10,000, kar bi danes znašalo približno $350,000, kar je skromna vsota v primerjavi z njegovo nekoč veliko bogastvo. Ni presenetljivo, da Hannah ni dobila ničesar, prav tako se ni udeležila pogreba. V 10 letih 20. stoletja je bila vključena v različne zemljiške posle v Harlemu, ko se je soseska začela razvijati kot zatočišče za premožne Afroameričane pred harlemsko renesanso v 20 letih. Hannah pa je od tega razcveta afroameriške kulture v regiji videla le malo. Leta 1923 se je, izčrpana zaradi svoje dolgotrajne razvpite v New Yorku in morda tudi zato bi se izognila več tožbam zaradi svoje dvomljive finančne preteklosti, odločila, da popolnoma odide. Ona in njen butler, Japonec po imenu Kato, sta se vkrcala na ladjo za Evropo in se nikoli več nista vrnila. Hannah se je nato naselila v Franciji. Kaj se je zgodilo potem, je vir mitov. Ena zgodba pravi, da je umrla v Parizu, druga trdi, da je umrla v razkošju na francoski rivieri v poznih 1920-ih. Bil je pisan konec pisanega življenja. Nekega dne v Parizu, leta 1900, je odposlanec določenega kralja vstopil v bordel v francoski prestolnici. Delovala je v imenu svojega delodajalca, 64-letnega Leopolda II. Dekle, za katero se je zanimal, je bila Caroline Lacroix, stara komaj 16 let. To je pomenilo začetek ene najbolj škandaloznih kraljevih afer v Evropi, ki je Carolino Lacroix naredila za najbolj osovraženo žensko v Belgiji in hkrati večmilijonarko. Torej, raziščimo njeno zgodbo. Čeprav jo danes poznamo predvsem kot Caroline Lacroix, se je ženska, ki je postala ljubica belgijskega kralja, v resnici rodila kot Blanche Celia Jožefina de Lacroix. 13. maja 1883 v mestu Bukarešta v kraljevini Romuniji. Njen oče je bil moški po imenu Gilles de Lacroix, njena mati pa Katarina Jožefina Sabil. Podrobnosti o njenem zgodnjem življenju so omejene in so zaradi kasnejših dogodkov dobile skorajda mitski značaj. Ena zgodba trdi, da je bila 13. otrok svojih staršev. Drugi namigujejo, da je bil njen oče, francoski diplomat, ki je bil ob rojstvu Blanche nameščen v Bukarešti, medtem ko ga nekateri opisujejo bolj skromno, kot hišnika v francoski legaciji v mestu. Drugi viri nakazujejo, da se je poleg svoje službe ukvarjal tudi s priložnostnimi poslovnimi podvidi v Romuniji,
državi, katere bogastvo z nafto jo je naredilo gospodarsko pomembno v času industrializacije Evrope. Kakorkoli že, zdi se, da družina zagotovo ni obogatela. Blanche je morala v mladosti delati kot natakarica. Proti koncu 19. stoletja, ko je bila še najstnica, pa je delala v bordelu. Tam se je začela predstavljati kot Karolina. V pariški dobi Belle Époque je bilo povsem običajno, da so ljudje v tem poklicu uporabljali psevdonime. In ni trajalo dolgo, da je pritegnila pozornost zelo pomembnih oseb. Očitno si je Karolina do leta 1900, ko se je bližala 17. rojstnemu dnevu, že ustvarila določen sloves. In prav v tem času je Leopold II., kralj Belgijcev, od leta 1865 obiskoval francosko prestolnico. Takrat je bila Karolina ljubica Antoina Emanuela Durieuxa, nekdanjega francoskega častnika, ki je bil 18 let starejši od nje. Durieux je prav tako deloval kot to, kar bi danes imenovali zvodnik, nekdo, ki je urejal srečanja s premožnimi strankami. Bila sta nenavaden pa. Durieux je imel težave z igrami. Na srečo, in čeprav je ona prinašala denar, sta bila nenehno v zaostanku s plačili, ko sta bivala v prestižnem hotelu Élysée Palace v prestolnici. Prav v tem času je Leopold obiskoval Francijo in slišal za Karolino Lacroix. Opisovali so jo kot nadpovprečno visoko, polno postavo, a kljub temu graciozno, z lepo poltjo in bujnimi kostanjevimi lasmi. Zaintrigiran je nato poslal enega od svojih uslužbencev v Elizejsko palačo, kjer je ta dejal: "Gospa, k vam me je poslal gospod, ki vas je opazil. On je zelo pomembna osebnost, vendar mi njegov visok položaj nalaga, da njegovega imena ne razkrijem." Srečanje z Leopoldom je bilo dogovorjeno že naslednji dan. Po spominih Karoline, ki jih je objavila desetletja kasneje, je takoj postala Leopoldova ljubica. Saj jo je povabil, naj z njim odpotuje v Avstrijo. Po prvem srečanju je bil dosežen dogovor, po katerem je bil Durieux izplačan. Ko so novice o razmerju pricurljale v javnost, je Leopoldova vpletenost z Delacroixovo hitro postala javni škandal. Čeprav je imel že prej druge ljubice, zaradi česar si je prislužil vzdevek kralj Belgijcev in lepih žensk, je bila njegova afera s Karolino drugačna od vseh ostalih. Za začetek je bila ponosna, ostrega značaja in slabo izobražena navadna smrtnica, ki je delala kot prostitutka, medtem ko je bil on skoraj pol stoletja starejši. Leopold je bil prav tako še vedno poročen s svojo dolgo trpečo ženo, Marijo Henriko Avstrijsko, s katero je imel 4 otroke, 3 hčere, ki so bile še žive, in sina, ki je umrl v otroštvu. Marija Henrika je umrla septembra 1902, vendar je bil kralj v prvih 2 letih in pol, ko je videval svojo najstniško ljubico, še vedno poročen moški. Še pred kraljičino smrtjo je bila vloga Karoline v Leopoldovem življenju vse težje prikriti. Čeprav je običajno potovala pod izmišljenim imenom, jo je leta 1901 izjemoma vzel s seboj na pogreb kraljice Viktorije, kar je povzročilo škandal na evropskih dvorih in pretreslo Bruselj. Ko je naslednje leto umrla njegova lastna kraljica, so padle še zadnje zavore in položaj Karoline je postal bolj odkrito priznan. Ironično je, da je to drzno razkazovanje njegove ljubice stalo Leopolda več priljubljenosti doma, kot celo njegova brutalna dejanja v Kongu, kot bomo kmalu videli. Sčasoma sta imela skupaj 2 otroka. Februarja 1906 se je rodil sin z imenom Lucien Philippe. Drugi sin, Philippe Henri, se je rodil oktobra 1907. Rojstvo 2 sinov je odnos še dodatno zapletlo. Čeprav sta bila rojena izven zakona, je Leopoldov edini sin s prvo ženo umrl v otroštvu. In ker ženske po belgijski zakonodaji niso mogle naslediti prestola. Mikalo ga je, da bi priznal svoje sinove iz razmerja z Lacroixem, da bi ga lahko eden od njegovih otrok nasledil. Na koncu tega nikoli ni storil in ko je umrl leta 1909, ga je nasledil njegov nečak Albert. V letih po smrti njegove žene so vztrajale govorice, da se je Leopold na skrivaj poročil s Karolino, kar bi bilo škandalozno, tudi če ne bi bila nekdanja kurtizana skoraj pol stoletja mlajša od njega. To je zato, ker je bila takšna zveza obravnavana kot morganatska poroka, torej zakon med osebama neenakega družbenega položaja. Čeprav so takšne poroke v sodobnem času postale splošno sprejete, so do sredine 20. stoletja od kraljevih zakoncev pričakovali,
da prihajajo iz drugih kraljevih hiš ali najvišjega plemstva. Vse, kar je bilo manj od tega, je veljalo za kršitev dinastičnih običajev in je bilo običajno deležno ostrega nasprotovanja. Te govorice so dosegle vrhunec leta 1906, ko so časopisi po vsem svetu začeli objavljati zgodbe, da se je Leopold poročil s Karolino. Na primer, tik po božiču leta 1906 je časopis Star na Novi Zelandiji objavil njen portret z naslovom Morganatska žena vladarja Belgije. V bistvu je namigoval, brez kakršnikoli dokazov, da se je poroka že zgodila. Da je bila Karolina že v morganatski zakonski zvezi z Leopoldom in da je načrtovala, da bi njene otroke priznali v nasledstveni vrsti za belgijski prestol. V resnici ni nobenih dokazov, da bi do tako zgodne zveze sploh kdaj prišlo. Karolini je uspelo Leopolda prepričati v poroko šele v zadnjih dneh njegovega življenja. Vztrajna govorica, da sta se poročila že leta 1906, se je pojavila, ko ji je kralj po rojstvu njunega prvega sina nenadoma podelil naslov baronice von. Tistega februarja je bilo to dejanje tako izjemno, da so mnogi domnevali, da je lahko potrjeno le s poroko. Kmalu se bomo vrnili k zadnjim dnem Leopoldovega življenja, vendar moramo najprej pogledati dejanske okoliščine, v katerih je živela v začetku 20. stoletja. Takrat je bil Leopold eden najbogatejših ljudi na svetu. To je bilo zaradi njegovih kolonialnih posesti v Afriki. Na vrhuncu kolonialnega boja za Afriko je Leopold pridobil nadzor nad ogromno regijo Kongo na Berlinskem kongresu leta 1884. Za razliko od držav, kot so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija, ki so takrat pridobivale kolonije po vsej celini, Kongo ni postal belgijska kolonija. Namesto tega je bil to zasebni fevd, ki je bil v osebni lasti Leopolda. V naslednjih 24 letih ga je intenzivno razvijal kot vir surovin, kot sta guma in slonovina. Danes je bila vsa brutalnost njegove vladavine razkrita, saj je postalo jasno, da so Leopoldove zasebne sile tam izvajale množično suženjstvo in grozljiva dejanja za čim večji dobiček. Pri tem je postal izjemno bogat. V Belgiji je Karolina kmalu postala zelo nepriljubljena, ko je postalo jasno, da ogromno bogastvo, ki ga je Leopold pridobival iz Konga, ni bogatilo države, temveč je financiralo njegovo zasebno življenje žensko, ki bi lahko bila njegova vnukinja. Karolina je postala najbolj vidna koristnica tega ropa, nagrajena z veliko bruseljskim dvorcem, ki je bil opremljen in imel osebje na kraljeve stroške, ter s palačo na francoski rivieri Vilo La Leopolda. In z navidezno neizčrpnim tokom denarja, da je lahko zadovoljila vsako svojo muho, medtem ko je nakupovala in potovala po Evropi ob kralju. Ko se je pritožila, da so njeni nakupovalni izleti v Bruslju prekratki zaradi voznega reda vlakov, je kralj preprosto zamaknil odhod hitrega vlaka za 1 uro, s čimer je zagotovil kasnejši odhod iz središča mesta v Larkin, kjer je njen dvorec stal na obrobju prestolnice. Vse to pa je bilo krvavi denar, zbran na račun zločinov, ki so jih Leopoldovi uradniki izvajali v Kongu. Zaradi tega je kmalu postala znana kot kraljica Konga. Do leta 1908 so ti zločini postali znani v Evropi in belgijska vlada mu je odvzela kolonijo ter jo postavila pod svoj neposredni nadzor. Kljub vsemu bogastvu, ki ga je pridobila od svojega ljubimca, je Karolina še naprej se videvala svojim nekdanjim zvodnikom Antoana Emanuela Durijoja. Sledil je v Bruselj in domnevno tam živel od denarja, ki ga je dobil od nje. Občasno so ga celo opazili, kako prihaja in odhaja iz njene hiše. Njeni poskusi, da bi to prikrila s trditvijo, da je njen brat, pa so delovali le nekaj časa. Leopold je kmalu ugotovil, da se nekaj dogaja in njegova ljubosumnost je rasla. Ko se je z njo soočil, je ukazal, da odstranijo vse vizualne ovire med njeno hišo in njegovo bližnjo palačo. Da bi lahko neposredno gledal čez posestvo in jo imel, ter vsakogar, ki bi si drznil obiskati jo, pod svojim stalnim nadzorom. V začetku decembra 1909 je Leopold hudo zbolel. Potem pa je 12. decembra, po letih zavračanja, to končno storil in se poročil s Karolino. Umrl je 5 dni kasneje, pri 74 letih, nasledil pa ga je njegov nečak Albert. Takoj je izbruhnil škandal. Leopold je svojo poroko in finance uredil tako, da je večino premoženja zapustil Karolini, ali pa ga je prek skladov in slamnatih podjetij namenil njunima 2 sinovoma, ko bosta odrasla. Natančen znesek ostaja nejasen še danes, vendar je skoraj zagotovo šlo za več 10 milijonov v tistem času,
kar bi danes pomenilo približno milijardo dolarjev ali več. Leopoldovi odnosi s hčerkama iz prvega zakona so bili že leta napeti, zato sta skupaj prejeli približno 6 milijonov frankov. To je bil le majhen delež ogromnega bogastva, ki si ga je pridobil z grozljivimi dejanji v Kongu. Poleg tega pa sta ta denar v bistvu prejeli prek belgijske države in ne po Leopoldovi oporoki. Na smrtni posteli je kralj celo zavrnil srečanje s svojima hčerkama, vendar je bila Karolina prisotna, ko je umrl. Pravne bitke so se začele že ob Leopoldovi smrti, saj sta njegovi hčerki poskušali pridobiti večji delež dediščine. Kralj Albert je prav tako poskušal pridobiti nazaj del premoženja, ki ga je Leopold zapustil svoji dolgoletni ljubici. Na primer, izselili so jo iz vile La Leopolda na francoski rivieri, ki jo je novi belgijski kralj zahteval nazaj v last belgijske krone. Karolina je zdaj postala še bolj osovražena pri belgijski javnosti in vsaj enkrat so njeno kočijo zasegli ter jo v bruseljskih ulicah obmetavali s kamenji. Kljub temu se je zdela večinoma neprizadeta zaradi sovražnosti ali svojega slovesa. Namesto tega se je poročila z Dorijo, ki jo je občasno videval v 9,5 letih, ko je bila ljubica Leopolda. Nenavadno je, da je po skoraj desetletju njunega nenavadnega, skrivnega razmerja prav poroka povzročila njun razhod. Zveza se je hitro skisala in leta 1993 sta se ločila. Karolina je po Leopoldovi smrti ter po drugi poroki in ločitvi živela razkošno življenje, kljub tožbam in drugim oviram. Podedovala je vsaj 7 milijonov ameriških dolarjev njegove zapuščine in morda še več, kar je v sodobnih časih pravo bogastvo. Med plemiči Zahodne Evrope je imela več uglednih snubcev, vendar se ni nikoli več poročila. Njen mlajši sin Filip je umrl leta 1924, vendar je njen starejši sin živel dolgo življenje, vse do leta 1984, s titulom vojvoda Tel Fiurena. Kasnejše življenje. Karoline je bilo v primerjavi s prvim in drugim desetletjem 20. stoletja razmeroma nedramatično. Živela je mirno in zelo udobno življenje. V nekoliko nenavadni potezi se je potem, ko so se polemike okoli nje polegle in jo je Evropa večinoma pozabila, odločila, da v 30 letih prejšnjega stoletja izda spomine na svoje življenje. Izšla je leta 1937 pod angleškim naslovom A Commoner Married a King, kot jo je baronica Devon pripovedovala Paulu Foru. Zgodovinarji so se vsebine njenih spominov večinoma lotevali previdno, saj številni elementi, ki jih je Karolina pripovedovala v pogovorih s Paulom Forom, morda niso bili točni, ali pa so bili preprosto v njeno korist. Preživela je drugo svetovno vojno in umrla na jugozahodu Francije 12. februarja 1948, stara 64 let. V poznih 1780-ih je turško rojena kurtizana z imenom Zofija Potocka, ki je zaslovela po evropskih dvorih. Nekaj let prej je vstopila v razmerje s princem Grigorijem Potjomkinom, najbolj slavnim ruskim vojaškim poveljnikom svojega časa in skrivaj možem kraljice Katarine Velike iz Rusije. Toda kdo je bila Zofija Potocka in kako je postala ena najbolj znanih kurtizan v Evropi? Ženska, ki je postala ena najbolj slavnih kurtizan 18. stoletja, se je rodila v razmeroma skromnih okoliščinah. 11. januarja 1760 v mestu Bursa na severozahodu Turčije na ozemlju takratnega Osmanskega cesarstva. Rodila se je kot Sofija Klavon, njen oče pa je bil Konstantin Klavon, trgovec z živino grškega rodu. Kmalu prednje dosegla najstniška leta so se Klavonovi leta 1772 preselili iz Burse v osmansko prestolnico Istanbul. Njeno življenje je v naslednjih letih doživelo več dramatičnih preobratov. Leta 1775 je Zolfijin oče umrl. Nato je leto kasneje, leta 1776, družinsko hišo uničil eden izmed velikih požarov, ki so v 17. in 18. stoletju občasno izbruhnili in pustošili pogosto naseljenih stanovanjskih četrtih mesta. Zaradi revščine se je Zofijina mati, Marija, zdaj čutila prisiljeno prodati dve svojih hčerki, med njima tudi Zofijo, poljskemu veleposlaniku na sultanovem dvoru v Istanbulu. Karol Boskamp Lazopolski, diplomat nizozemskega rodu v službi poljsko-litovske skupnosti.
Veleposlanik je bil znan kot oseba, ki je priskrbela ženske za dvor kralja Stanislava II. Avgusta Poljskega v Varšavi. Zdaj je Boskamp vzel Zofijo in njeno sestro pod svoje okrilje, začasno. Nastanil ju je v svoji rezidenci blizu Istanbula in jima omogočil napredno izobrazbo. Naprimer, v tem času se je Zofija naučila govoriti francosko, ki je bila takrat lingua franca evropskih dvorov. To je bilo v bistvu usposabljanje, da bi se lahko vključila v dvorno družbo Evrope 18. stoletja. Prav v času, ko je bila v Boskampovi oskrbi, je Zofija prvič srečala Jožefa Devita, poljskega plemiča, prav tako nizozemskega rodu. Očaran nad Sofijo je leta 1779 sklenil, da se bo z njo poročil. In vrnila sta se v njegovo rodno Poljsko, ter se naselila blizu Kamjanecina, kar je danes del zahodne Ukrajine, a je bilo takrat na vzhodnem obrobju poljsko-litovske skupnosti. Tukaj je Jožefov oče že prej v stoletju vzpostavil svojo bazo moči in s tem naredil družino Devit pomembno politično silo na poljsko-ruski meji. Leta 1781 se je mladi par odpravil na veliko turnejo po evropskih prestolnicah. Začela sta v Varšavi in potovala proti zahodu, da bi obiskala plemiška dvora v Berlinu, na Dunaju, v Benetkah, Rimu in Parizu. Prav med tem potovanjem po Evropi je Zofija prvič pritegnila mednarodno pozornost. Kljub temu, da je prihajala iz skromnega okolja in ni imela izkušenj na aristokratskih dvorih po Evropi, kjer je vladala vsa ta formalnost in pompoznost, se je Zofija dobro prilagodila novemu okolju. Kmalu je bila cenjena zaradi svojega šarma in slovela po svoji lepoti. Zanimivo pa je, da je postala znana po frazi "bolijo me oči". Zaradi njene vse večje slave kot ene najlepših dvorjank v Evropi je v tem času najdemo, kako pozira za vrsto portretov, kar se je nato nadaljevalo še vrsto let. Najbolj znan med temi je nastal okoli preloma stoletja, ustvaril pa ga je nemški slikar Johann Baptist von Lampi starejši. Medtem ko sta potovala po celini, je Zofija vstopila tudi v vrsto spolnih razmerij z vplivnimi člani več aristokratskih dvorov, ki sta jih obiskala. Vrhunec je dosegla v Parizu, kjer naj bi bila po govoricah v razmerju ne z enim, temveč z dvema bratoma Ludvika XVI. To sta bila Ludvik Stanislav Ksaver, ki bo nekoč sam postal francoski kralj kot Ludvik XVIII med letoma 1814 in 1824, ter Karel Filip, bodoči Karel X. Francije od 1824 do 1830. Točno kakšno nemirnost so ti zmenki povzročili med Sofijo in njenim možem, ni povsem jasno. Čeprav je moral Jožef vedeti za ženine številne nezvestobe, saj jih je bilo toliko skozi 1780 in v 1790 leta, prav tako ni jasno, kakšen nemir so njene zveze povzročile na dvorih, ki so jih Devitovi obiskovali. Morda ni presenetljivo, glede na njeno promiskuiteto, da je Sofija rodila sina v Parizu, pozno leta 1781. Ni jasno, ali je bil otrok zmagovalčev ali nezakonski. In zdi se verjetno, da tudi Sofija sama o tem ne bi bila povsem prepričana. Tako sta se Devitova leta 1782 vrnila na Poljsko z dojenčkom dvomljivega porekla, potem ko sta se na poti nazaj ustavila na ozemlju avstrijskega nadvojvode. Devitova sta se vrnila v Jožefov dom prednikov v Kamjanec, kjer je Jožef leta 1785 nasledil očeta kot guverner regije. Tako se je sredi 1780-ih Zofija Klavon, hči turškega govedorejca Kataumergenta, dejansko znašla kot najvidnejša dama regionalne vlade v obmejni regiji vzhodne Poljske in zahodne Ukrajine. A njena najbolj zloglasna vpletenost je šele prihajala. V drugi polovici 1780-ih je Poljsko-Litovska republika vstopila v obdobje obsežne modernizacije in reform. To bi na koncu privedlo do nove ustave za državo leta 1791. Ta je pogosto opisana kot prva moderna pisana ustava v Evropi. In bila je do določene mere oblikovana po vzoru ustave Združenih držav Amerike.
Toda prav tako pereče vprašanje za skupnost v poznih 1780-ih je bil njen mednarodni položaj. Poljska je bila v drugi polovici 18. stoletja dejansko obkrožena z več precej močnejšimi državami, in sicer Prusijo na zahodu, Avstrijo na jugozahodu in Rusijo na vzhodu. Že leta 1772 so te tri sile odvzele del ozemlja skupnosti. V poznih 1780-ih je poljsko-litovska skupnost poskušala preprečiti nadaljnje posege tako, da bi se povezala z eno ali več teh sil. Ti napori so bili osredotočeni na Rusijo v letih 1787 in 1788. Kot pomembna politična osebnost na poljsko-ruski meji je Jožef de Vitar igral vidno vlogo v teh pogajanjih. In prav prek teh dogodkov je Zofija prišla v stik s princem Grigorijem Potjemkinom. Princ Grigorij Aleksandrovič Potjomkin je bil ruski državnik in vojaški poveljnik, ki je bil v času, ko je spoznal Zofijo, že blizu 50. leta starosti. Rodil se v srednje premožni ruski družini in se že mlad pridružil vojski. Kot častnik v Sankt Peterburgu je postal znan leta 1762 zaradi svoje vloge v državnem udaru, ki je na oblast v Rusiji pripeljal kraljico Katarino, potem ko je strmoglavila svojega moža, carja Petra III. Potjemkin je postal znan v poznih 1760 in zgodnjih 1770 zaradi svoje vloge v rusko-turški vojni od 1768 do 1774, v času katere je Rusija pridobila obsežna ozemlja okoli Krima in Moldavije. Potem je v 1770 postal ljubimec Katarine in bil za svoje zasluge nagrajen tako, da je postal princ ruskega imperija. Zdi se skoraj gotovo, da sta se on in Katarina na neki točki v zgodnjih ali srednjih 1780-ih naskrivaj poročila, čeprav je to ostala strogo varovana skrivnost. Tako je bil Grigorijev položaj v Rusiji večji, kot so se ga zavedali celo večina njegovih sodobnikov. Služil je tudi kot guverner južnih provinc, ki so segale od obrobja Urala, jugozahodno proti Krimu, Črnemu morju in obalam Kaspijskega jezera. Njegova stalna vloga v tej regiji ga bo pripeljala v stik z Zofijo. Neposreden povod za njuno srečanje je bil povezan s pogajanji med Poljsko-Litovsko zvezo in Rusijo o zavezništvu v poznih 1780-ih. In izbruhom obnovljene vojne med Rusijo in Osmanskim turškim cesarstvom leta 1787. Vojno so sprožili Osmanci, ki so bili nezadovoljni zaradi ruske zmage v spopadu 15 let prej in popolne priključitve Krima Rusiji leta 1783. Zdaj, leta 1787 so izbruhnili novi spopadi. Večina bojev se je osredotočila na južno Ukrajino, Moldavijo in jugovzhodne meje Poljske, kjer je bila kopenska meja med Rusijo in Osmanskim cesarstvom. Glede na bližino Kamjaneca, vojni fronti so bili Devitovi močno vpleteni v poljski odziv na vojno. Zaradi svojega turškega porekla je bila Zofija neuradno zadolžena za vodenje večine tristranskih diplomatskih odnosov med poljsko-litovsko skupnostjo, Rusijo in Turki v času konflikta. Rusko-turška vojna se je končno končala leta 1792, pri čemer so bili osmanski Turki dejansko poraženi in prisiljeni sprejeti rusko prevlado nad območjem Krima. Vendar Potjomkin ni dočakal njenega konca. 16. oktobra 1791 je umrl med vojaškim pohodom v okolici današnjega Vondojeja v severni Romuniji. Obstaja veliko teorij o vzroku njegove smrti. Nekateri celo menijo, da je bil zastrupljen. Vendar je najverjetnejši vzrok njegove smrti bolezen, ki jo je povzročila bronhialna pljučnica. Zdi se, da je bila Zofijina zveza s Potjomkinom še vedno v teku v času njegove smrti, čeprav je bila javna skrivnost. V začetku leta 1791 je potovala s princem v Sankt Peterburg in bila tam odprto predstavljena ruski visoki družbi kot Potjomkinova ljubica. Po njegovi smrti se je umaknila iz ruskega družbenega življenja in se ponovno ustalila na Poljskem. O Sofijinem poznejšem življenju je znanega manj,
Leta 1796 se je, potem ko se je vrnila na Poljsko, ločila od svojega moža Jožefa Devita. Nato se je leta 1789 poročila s Stanislavom Tencnejem Potolskim, visokim poljskim plemičem in pomembnim vojaškim poveljnikom poljsko-litovske skupnosti. Iz tega zakona izhaja njen najbolj znan priimek, Potolska. Zdi se, da je bil Zofijin drugi zakon začasno bolj stabilen kot njen prvi. Leta 1798 se je rodil sin po imenu Aleksander. Datum njegovega rojstva kaže, da je bila Zofija noseča že pred poroko s Stanislavom in da je bila njuna zveza odložena le zato, ker je bil Stanislav prej poročen in je moral pred poroko Zofijo pridobiti ločitev. Dva nadaljna sinova sta se rodila leta 1800 in 1805, skupaj z dvema hčerkama. Vendar je Zofija v vseh teh letih še naprej imela več zunajzakonskih razmerij. Še bolj sporno pa je bilo, da je bil njen mož v zgodnjih letih 19. stoletja vse bolj upleten v vrsto zarot proti poljski državi. Sčasoma so te zarote pripeljale do obtožb izdaje proti njemu, zaradi katerih je leta 1804 pobegnil iz Poljske. Umrl je leto kasneje v izgnanstvu in zapustil Zofijo kot vdovo s 5 majhnimi otroki. Poskrbela je, da je skoraj celotno premoženje svojega pokojnega moža po njegovi smrti prešlo nanjo. Zaradi tega je lahko v drugi polovici 1800 in skozi celotna leta 1810 vodila razmeroma udobno življenje ter vzgajala svojih 5 otrok na Poljskem. Zofija Potocka je umrla 24. novembra 1822. Nekaj mesecev prej je zbolela in odpotovala v prusko prestolnico Berlin, da bi poiskala bolj napredno zdravstveno oskrbo, kot je bila takrat na voljo na Poljskem. Tam je umrla novembra 1822. V času svojega življenja je bila znana po svoji lepoti, kar potrjuje tudi več njenih portretov, ki so ohranjeni še danes. Njeno življenje je morda najbolj zanimivo zato, ker prikazuje razsežnost promiskuitete, celo znotraj odmevnih zakonov, ki so prevladovali na aristokratskih dvorih Evrope ob koncu starega režima. Vendar pa je prav njeno razmerje s Potjomkinom razlog, da se je danes večinoma spominjamo. Amy Lyons se je rodila kot Kovačeva hči na Swan Collegeu v Cheshireu v Angliji spomladi leta 1765. Kasneje je prevzela ime Emma Hart, se poročila s Sir Williamom Hamiltonom, britanskim ambasadorjem na dvoru v Neaplju v južni Italiji. In nato je postala ljubica Horacija Nelsona, najvidnejšega britanskega pomorskega poveljnika v času napoleonskih vojn. Njuno razmerje je kasneje povzročilo škandal v britanski družbi v začetku 19. stoletja. Ženska, ki bo kasneje postala ena najbolj slavnih lepot romantične dobe v Britaniji in Evropi, se je rodila v Swan Cottage, blizu Nestona v grofiji Cheshire v Angliji, 26. aprila 1765. Njen oče je bil Henry Lyon, kovač, ki je žal umrl v 7 tednih po Eminem rojstvu. Ker je prihajala iz razmeroma revnega okolja, ki ga je še poslabšala očetova prezgodna smrt, Emma ni imela druge izbire, kot da se že mlada zaposli. To se je zgodilo v njenih zgodnjih najstniških letih, kar je bila precej pogosta situacija v zgodnji industrijski dobi Britanije pred uvedbo splošnega osnovnega izobraževanja. Pri 12 letih je delala kot služkinja in kmalu zatem se je preselila v London. V naslednjih letih je opravljala različna dela. V najstniških letih si je spremenila ime v Emma Hart in začela razmerje s Charlesom Grevillom, britanskim poznavalcem star in poslancem med letoma 1774 in 1790. Njuno razmerje je trajalo 4 leta. V tem času pa naj bi Emma delala tudi za ekstravagantnega šovmana in šarlatana Jamesa Grahama. Leta 1785 je Greville končal njuno dolgoletno razmerje tako, da je Emmo poslal k svojemu stricu Siru Williamu Hamiltonu, ki je bil takrat britanski pooblaščenec na dvoru v Neaplju, kamor je prispela leta 1786.
Emma se je nato leta 1791 poročila s Hamiltonom in kot ženska sredi svojih 20 na neapeljskem dvoru je postala gostiteljica. Tukaj je spoznala številne vodilne evropske literarne osebnosti in postala tudi predmet številnih portretov, med katerimi so bili tudi portreti slavnih portretistov tistega časa, kot so Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée-Lebrun in Angelika Kaufmann. Ti portreti so prikazovali Emo v skladu s klasičnim in mitološkim portretiranjem, pogosto v podobah Medeje, Ariadne in Kleopatre, ter so začeli utrjevati njen sloves po vsej Evropi. Še posebej je postala znana upodobitev Eme, ki jo je ustvaril James Gillray. Vendar pa je Emma, poleg tega, da je bila model zgolj za umetniška dela, znala izkoristiti svoj talent za posnemanje in tedanjo predstavo o spolu v svojo korist. Bila je na primer izvrstna gostiteljica, ki je znala očarati vplivne moške. To je imelo pomembno vlogo v njenem kasnejšem odnosu s Horacijem Nelsonom. Emino življenje na neapeljskem dvoru med sredino 1780 in koncem 1790 se je odvijalo v času velikih političnih sprememb po vsej Evropi. Leta 1789 je revolucija v Franciji strmoglavila monarhično vlado kralja Ludvika XVI. Sčasoma se je to v naslednjih letih še stopnjevalo in pripeljalo do usmrtitve Ludvika strani francoske revolucionarne vlade leta 1793. Francoska republika je posledično postala politični sovražnik skoraj vseh velikih sil Evrope, ki jih je zelo skrbela za misel, da bi revolucionarna načela, ki so jih sprejemali v Franciji, lahko ogrozila njihove lastne politične razmere. Zato se je Francija kmalu po izbruhu francoske revolucije leta 1789 nenehno vojskovala z državami, kot so Avstrija, Prusija, Rusija in predvsem Velika Britanija. V tem kontekstu je Horatio Nelson leta 1793 prispel na dvor Bourbonov v Neaplju. Nelson je bil takrat že vodilni admiral britanske kraljeve mornarice, ki je imel številna visoka poveljstva v Sredozemlju. Na njem so se jasno poznale posledice njegove kariere. Med spopadom blizu Korzike, malo pred prihodom v Neapelj, je bil na eno oko oslepel. Kot zelo uspešen poveljnik na teh vodah je bila Nelsonova naloga jeseni 1793 zbrati okrepitve za obnovljen konflikt med Francijo in evropskimi silami. To je bil le zgodnji trenutek v tem, kar je postalo širša sredozemska kampanja. Od leta 1793 do 1796 je potekala dolga serija pomorskih spopadov med britansko kraljevo mornarico, nameščeno v italijanskih pristaniščih, in francosko revolucionarno floto v Toulonu na jugu Francije. Od izida tega dolgotrajnega pomorskega delovanja je bila odvisna bitka za nadzor nad Apeninskim polotokom. Ta misija bi prav tako pripeljala do Nelsonovega srečanja z Lady Emo Hamilton. Emo so Nelsonu prvič predstavili zelo kmalu po njegovem prihodu v Južno Italijo. To je bilo v njeni vlogi žene britanskega odposlanca na neapeljskem dvoru, Sir Williama oziroma Lorda Hamiltona. Emo ni bila le poročena, tudi Nelson je bil, saj se je leta 1787 poročil s Fanny Nisbet. Fanny je bila predana žena in medtem, ko je Lord Hamilton kmalu sprejel afero Lady Eme in Nelsona, admiralova žena tega nikoli ni storila. Privlačnost med Lady Hamilton in admiralom Nelsonom je bila hitro očitna. Hamiltonova sta Nelsona povabila, naj med svojim bivanjem v Neaplju, kjer je iskal podporo za britanska prizadevanja v Sredozemlju, stanuje v njuni uradni rezidenci. Ko je po nekaj dneh odšel, je bilo jasno, da sta drug na drugega naredila trajen vtis. Tam bi se zadeva morda končala, a 5 let kasneje se je Nelson znova znašel v Neaplju. Do takrat so Francozi vse bolj prevladovali po celinski Evropi. Vojaško jih je vodil izjemni general po imenu Napoleon Bonaparte, človek, ki se je kasneje razglasil za cesarja Francije. Vendar pa je bil, čeprav je Bonaparte morda prevladoval na kopnem, Nelson največji pomorski poveljnik tistega časa, kar je potrdila tudi veličastna zmaga nad Francozi v bitki pri Nilu avgusta 1798. Med vračanjem čez Sredozemlje se je konec septembra 1798 ustavil v Neaplju. Lady Hamiltonova bi bila lahko šokirana nad Nelsonovim spremenjenim videzom.
Od svojega prvega obiska je izgubil desno roko in zaradi let na morju je bil prezgodaj postaral. Hamiltonova sta ga gostila v Neaplju in kmalu se je razvilo pravo razmerje med 33-letno Emo in 40-letnim admiralom. Lord Hamilton se je, morda iz več razlogov, ki niso povsem jasni, odločil zamižati na eno oko glede ženine nezvestobe z njunim hišnim gostom. Zdi se verjetno, da je bil Hamilton sterilen in da je občutek krivde, ker z Emo ni mogel imeti otrok, morda prispeval k njegovi pripravljenosti, da je dovolil ženi, da se zaplete v afero. Do novembra 1798 so britanski časopisi že poročali o Nelsonovi aferi v Italiji. Od takrat naprej sta bila Lady Emma in njen že slavni ljubimec pod nenehnim drobnogledom medije v Angliji. Nekatera njuna dejanja so vzbudila le bežno zanimanje, vendar je bila večina britanske visoke družbe zgrožena. Ta obsedenost s parom je v naslednjih letih postajala vse večja, saj so se tako onadva kot Lord Hamilton vsi vrnili v Anglijo. Leta 1799 je v Neaplju izbruhnil ljudski upor, ki je na koncu pripeljal do tega, da je Napoleon tam postavil novo francosko kraljevo družino. Ko so se ti dogodki odvijali, so se številni člani britanskega veleposlaništva in britanske skupnosti, ki se je tam pojavila med občasnimi vojnami s Francijo v 1790-ih, začeli vračati v Britanijo. Ko so novembra 1800 prispeli v London, so takoj nastale napetosti med Nelsonom, njegovo ljubico in Lordom Hamiltonom na eni strani ter Nelsonovo ženo in širšo družino na drugi strani. Afera je bila vsem upletenim dobro znana že pred vrnitvijo v Britanijo, vendar je dejanska fizična prisotnost trojice nazaj v Angliji povzročila napetosti, ki jih zdaj ni bilo mogoče zlahka prezreti. To se je še poslabšalo, ko je Nelsonova žena Fanny hitro ugotovila, da je Lady Emma noseča z Nelsonovim otrokom. Za razliko od Emininega moža, Lorda Hamiltona, tega nikoli ne bi prostovoljno sprejela. Da bi ohranil mir, se je Nelson preselil k svoji ženi in njuni družini, medtem ko sta Hamiltonova živela ločeno na več londonskih naslovih. Ko pa je Fanny postavila Nelsonu ultimat, naj izbere med njo ali Lady Emo, ga je to prisililo k odločitvi. Kmalu preden se je leta 1801 vrnil k aktivni mornariški službi, je začel uradni postopek ločitve s Fanny, kar je bilo v zgodnjem 19. stoletju precej bolj nenavadno, kot je danes. Poleg tega se je konec januarja 1801 Nelsonu in Emi rodila hči. Poimenovala sta jo Horacija. Ker je bil Nelson takrat odsoten v tujini zaradi aktivne mornariške službe, je Emma začela pridobivati naklonjenost angleške visoke družbe v prizadevanju, da bi pridobila javno mnenje na svojo in Nelsonovo stran. Presenetljivo je to morda še dodatno podžgalo londonske govorice. Med enim od njenih družabnih dogodkov se je valižanski princ, bodoči kralj Jurij IV, zaljubil v Lady Emo, čeprav iz njegovega snubljenja ni bilo nič. Tisto jesen je Nelson po Eminem nasvetu organiziral nakup Merton Place, hiše v Wimbledonu, kjer sta zdaj živela skupaj. Javnost je to vedela. Lady Emma, Lord Hamilton in Admiral Nelson po njegovi vrnitvi v Anglijo. Ko je Amienski sporazum iz marca 1802 znova, a za kratek čas, končal vojno med Britanijo in Francijo. Lord Hamilton je umrl aprila 1803, kar je končno nekoliko utišalo kritike, ki jih je londonska družba še naprej izrekala proti Menage à Trois, v katerem so živeli. Toda Lady Emma in Admiral Nelson nista mogla uživati bolj običajnega zakonskega odnosa, saj je Lord Nelson preživel Hamiltona le za 2 leti. Nelson, mož, ki je v svoji mornariški karieri utrpel toliko poškodb, je leta 1805 končno podlegel eni izmed njih. Mir med Britanijo in Francijo je po Amienskem sporazumu trajal le 1 leto. Maja 1803 je izbruhnila tako imenovana vojna tretje koalicije, v kateri so se Britanija, Rusija, Švedska in Avstrija združile proti Franciji in njenim evropskim satelitskim državam, vključno z Italijo in Španijo. Ena glavnih strategij Napoleona v tem obnovljenem konfliktu je bil poskus invazije na Britanijo. Toda, da bi to lahko storil, je moral francosko mornarico, ki je bila večinoma nameščena v Sredozemlju, pripeljati skozi Gibraltarsko ožino in na sever v Rokavski preliv.
Ko so to poskusili, leta 1805 je bil Nelson zadolžen, da prepreči operacijo. 21. novembra je britanska kraljeva mornarica pod vodstvom Nelsona premagala skupno francosko-špansko floto pri Trafalgarju, ob jugozahodni obali Španije. Nobena francoska invazijska sila zdaj ni mogla pripluti iz Francije v Britanijo, vendar je bila Nelsonova najslavnejša zmaga tudi njegova zadnja. Med spopadom je bil hudo ranjen in je umrl le 3 ure kasneje. Emma je bila obupana, ko je novica prišla v Anglijo. Več tednov je žalovala v posteli, a na dolgi rok je bilo treba poskrbeti za Nelsonovo oporoko. Britanska država je bila odločena, da Lady Emmo čim bolj izključi. Pri delitvi admiralove zapuščine so prezrli Nelsonovo lastno željo, da bi bila njegova zemljišča in bogastvo pošteno in enakomerno razdeljena med Emmo in njegovo zakonito družino. Emma je prejela izplačilo v višini 2000 funtov, hišo v Mertonu in letno izplačilo v višini 500 funtov. Ker pa so bili stroški vzdrževanja Mertona precej višji od te rente, se je kmalu znašla v finančnih težavah. Poleg tega je letno izplačilo v višini 500 funtov postalo predmet dodatnega pravnega spora z Nelsonovo družino. Posledično je bila do leta 1808 zadolžena za več kot 15.000 funtov. Poskusi prodaje Mertona pa so bili neuspešni. Vrhunec celotne epizode je prišel šele leta 1812, ko je bila Lady Hamilton za kratek čas zaprta, ker ni mogla poravnati svojih ogromnih dolgov. V naslednjih letih je sledila vrsta zdravstvenih težav. Sčasoma so prijatelji zbrali nekaj denarja, kar je omogočilo Lady Emma in njenih hčerki Horacija pobeg v Calais v Franciji. Vendar je tukaj umrla le leto kasneje, pri 49 letih, saj je v poznejšem življenju vse bolj podlegala alkoholizmu in debelosti. Tragičen konec za žensko, ki je bila nekoč po vsej Evropi slavna zaradi portretov, ki so prikazovali njeno lepoto. Vendar se je dobro spominjamo še danes, saj je bila v 20. stoletju tema številnih knjig, pesmi in filmov. Najbolj izstopata film iz leta 1973 Iskanje naroda, v katerem igrata Glenda Jackson in Peter Finch, ter roman Susan Sontag iz leta 1992 Ljubimec z vulkana, romanca. Najlepša hvala vsem, ki ste si ogledali ta video o teh skrivnostih. Upam, da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o prenosu v živo. Če imate kakšne predloge, mi jih prav tako sporočite spodaj v komentarjih. Ali želite več kompilacij, ali bi raje, da jih objavljam samo enkrat na mesec. Vsekakor mi sporočite spodaj v komentarjih in upam, da ste naročeni na kanal ter imate vklopljena obvestila, da boste v vseh mojih videih obveščeni takoj, ko jih objavim. Vsekakor to je vse z moje strani, tako da se vidimo v naslednjem delu Pozabljenih življenj. Hvala.